čudi, da v sveti na dlani leži in brezskrbno verjameš ljudi, ki so v tebi. Pride čas, ko spoznaš, da v resnici jih sploh ne poznaš, ko jim vidiš iskreno v oči, veš marini. Kdo še verjame, le kdo še verjame v tople besede obljube in daj pa daj dobre ljudi. Rada bi, da še nekdo misli name, da mu prva sem misel postane, še kdo verjame v takšne stvari. Marsikomu se zdi, da denar se ljubi spremeni, a vem, najboljše stvari se brezplačno dobi. Pride čas, ko spoznaš, vse, kar šteje, je to, da imaš ti ob sebi nekoga, ki zna te ljubiti srca. Kdo še verjame, le kdo še verjame v tople besede obljube in daj pa da dobre ljudi. Rada bi, da še nekdo misli name, da mu prva sem misel postane, še kdo verjame v takšne stvari. Kdo še verjame? Rada bi, da še nekdo misli name, da mu prva sem misel postane, še kdo verjame v takšne stvari. Še kdo verjame v takšne stvari. Lep dober večer voščim vsem zbranim po glasbenem uvodu naše mlade pevke Vite. Spoštovane dame in gospodje, draga diplomantka in diplomanti, direktor šolskega centra Drago Benko, ravnatelj višje šole magister Drago Hribernik, spoštovani direktorji podjetij, predavateljice, predavatelji, mentorice in mentorji podjetij, pozdravljeni sorodniki, prijazno dobrodošli vsi zbrani na letošnji svečani podelitvi diplomantov Višje strokovne šole Ravne. Sreča ni v tem, da počnemo to, kar imamo radi, pač pa je v tem, da se potrudimo imeti radi to, kar moramo početi. Smo le toliko srečni, koliko hočemo biti. Izbira je naša. Letos v Sloveniji obeležujemo 20. obletnico višješolskega izobraževanja in tudi študij na naši višji strokovni šoli letos zaključuje ravno 20 študentov. Od teh 1 študentka in 8 študentov strojništva ter 11 študentov mehatronike, ki bodo nocoj svečano prejeli zaslužene diplome. Skupaj smo na Koroškem z današnjim dnem tako bogatejši že za 115 diplomantov, inženirjev, inženirk Višje strokovne šole iz strojništva in mehatronike. K mikrofonu najprej vabim magistra Draga Hribernika, ravnatelja Višje strokovne šole Ravne, da spregovori. Spoštovana diplomantka in diplomanti, predavatelji, mentorji podjetij, dragi gostje, lepo pozdravljeni. Spet je leto naokoli. Smo v prazničnem decembru, ko se ljudje kritično ozremo nazaj in razmislimo, kaj smo dobrega storili, v čem smo bili letos še posebej uspešni.
Slavnostna podelitev diplom našim inženirjem in inženirkam strojništva in mehatronike je za nas vedno nekaj posebnega. To je dogodek, ki nam ostane v lepem spominu. Letos praznujejo tudi višje strokovne šole svoj praznik. Pred 20 leti se je začela zgodba višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Od samega začetka ga zaznamuje tesna povezanost z gospodarstvom. Tudi naša šola je del te zgodbe. Lahko smo izjemno ponosni na številne uspešne diplomante, ki so od leta 2008 obiskovali našo šolo in jo za diplomo tudi uspešno zaključili. Letos jih je 20 in s tem številom simbolično zaokrožujemo 20. obletnico višjega strokovnega šolstva na Slovenskem. Na naši šoli se že od vsega začetka trudimo, da pokažemo kakovost in zrelost to predajanje strokovnih znanj študentov. Hkrati pa zavzeto zremo naprej, saj ne želimo biti zelo kakovostni, temveč tudi prepoznavni v širšem okolju. Zagotavljamo strokovno dobro podkovane predavatelje, ki so sposobni prenašati najzahtevnejša znanja na mlado generacijo inženirjev in sicer tako, da bodo naši študenti z njihovim delom čim zadovoljni. Vsi zaposleni se zavzemamo za dobro klimo in nikoli ne pozabimo na odnose. Predavatelji in študenti se med seboj spoštujemo, sodelujemo in ustvarjamo. Prepričan sem, da smo na dobri poti. S nagrajevanjem znanja, ki ga nudi izobraževanje na višji strokovni šoli, so mladi strokovnjaki pomembna pridobitev za gospodarstvo na Koroškem. Vaše znanje je primerljivo in predstavlja neprecenljiv potencial za prihodnost. Še posebej bi se na naši višji strokovni šoli, ki spada pod šolski center Ravne na Koroškem, radi zahvalili podjetjem regiji, njihovim mentorjem, ki se zavedajo pomembnosti in nujnosti medsebojnega sodelovanja in s katerimi uspešno sodelujemo pri praktičnem usposabljanju naših študentov, kakor tudi pri izdelavi diplomskih del. Spoštovana diplomantka in diplomanti, iskreno vam čestitam za opravljeno diplomo, saj je pomembna prelomnica v življenju posameznika. Prinaša večjo samozavest in hkrati tudi boljšo možnost razvoja kariere. Po zaključku koledarskega leta vam želim srečo, uspeh in zadovoljstvo, tako v zasebnem kot v poklicnem življenju. Vsem skupaj pa želim še naprej prijeten večer po prijetnem skupnem druženju. Hvala lepa, ravnatelju višje šole. Sedaj bi moral spregovoriti naš župan, pa ker je istočasno tudi nagrado, torej tukaj v študijski knjižnici, bo spregovoril, ko upravi pozdravni pogovor, tam in se nam bo pridružil. Tako bomo mi kar začeli s najresavnostnim delom in prosim ravnatelja in pa direktorja, da se mi pridružita, pa Jernejo, moja pomočnico, da bo delila rožice. Čeprav imamo eno deklico, takrat bomo prosili pa Vinka Mičivnika, da bo prevzel to rožico. Velja, Vinko? Hvala lepa. Glejte, delili bomo diplome po abecednem vrstnem redu, najprej seveda inženirjem, inženirki strojništva. Torej, prosim prvega, Tomaž Brek je prvi po abecedi, da pride in prevzame svojo diplomo. Tomaž Brek je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Posodobitev tehnologije struženja za izdelavo kolenaste gredi v podjetju Serpa d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil Igor Kosmač, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, mentor podjetju pa gospod Danilo Viderman, prav tako univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Tomaž Brek si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitamo! Zdaj pa vabim Andreja Blatnika, da pride bliže. Andrej Blatnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Tehnologija izdelave transportnega valja za transport vročih odkovkov v podjetju Kovine Goršek d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil dr. Vinko Mičivnik, mentorja v podjetju pa sta bila magister Klemen Kladnik in Marko Mori, inženir strojništva.
Andrej Blavnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitke. Tretji je Jani Detečnik. Aha. Jani Detečnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Konstrukcija krožne žage za vzdolžni razrez desk za podjetje CNC Pušnik d.o.o. Mentor predavatelj je tudi njemu bil dr. Vinko Močivnik. Mentor podjetju pa Miran Zorman, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Jani Detečnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Iskrene čestitke, Jani. Sedaj pa vabim edino damo med inženirkami strojništva, Nives Gregl, da se mi pridruži. Nives Gregl je zagovarjal že svojo drugo diplomsko nalogo, tokrat diplomsko nalogo z naslovom Reorganizacija proizvodnje iz individualne v serijsko proizvodno v podjetju Niros d.o.o. Mentorica predavateljica je bila magistrica Martina Ribič, mentor v podjetju pa je bil Jože Pavlenč, univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Nives Gregl si je pridobila višješolsko strokovno izobrazbo inženirka strojništva. Sebastian Glazer, prosim. Sebastian Glaser je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Optimiranje pogona obračalne priprave podvozi LTM podjetju ADK Hoče d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil dr. Vinko Močivnik, mentor podjetju pa Anton Podkosnik, univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Sebastian Glaser si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitam. Anton Martin Hovnik je med nami. Ja. Anton Martin Hovnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Uvajanje sodobnih metod penjanja in centriranja elektrod pri postopku elektroerozijske EDM obdelave kovin podjetju Polovšek SP. Mentor predavatelj mu je bil Igor Kosmač, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, mentor podjetju pa Marko Kosaber, inženir strojništva. Anton Martin Hovnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitke. Kaj pa vam je Slavka Kolibabiča, da se nam pridruži? Slavko Kolibabič je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Ugotavljanje tehnoloških parametrov in nosilnosti izvarnih spojev, izdelanih po različnih postopkih za šolski center Ravne, organizacijsko enoto MIC. Mentor predavatelj mu je bil dr. Vinko Močivnik, mentor podjetju pa Igor Kosmač, univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Slavko Kolibabič je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitke. Vabim Klemna Muša, da se pridruži. Klemen Muš je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Upeljava računalniško vodene omarjev podjetja Monter Dravograd d.o.o. Mentor predavatelj je bil Igor Kosmač, mentor podjetju pa Grega Kadiš. Klemen Muš si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitke. Po diplomu vabim še zadnjega strojnika, torej Marko Šotl, prosim. Marko Šotl je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Optimizacija vzdrževanja mostnega dvigala v podjetju Kocerod d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil Igor Kosmač, mentor podjetju pa je bil Janko Vivod, inženir strojništva. Marko Šotl si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir strojništva. Čestitke. No, zdaj so na vrsti pa megatroniki. Prosim, Tadeja Glibeta. Kot prvega megatronika. Tadej Glibe je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Postavitev in zagon novega CNC stroja za krojenje usnja v podjetju Dani AFC d.o.o. Mentorica predavateljica je bila Jerneja Rebernik-Herman, mentorica v podjetju pa je bila Romana Podričnik, diplomirana inženirka tehnologije.
Tadej Glibes je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Čestitke! Naslednji je Tomo Knez. Tomo Knez je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom povečanje učinkovitosti delovanja male sončne elektrarne v podjetju Mitra d.o.o. Mentorja predavatelja sta bila magistrica Majda Bokovnik in magister Drago Kribenik. Mentor podjetju pa je bil Miran Knez, univerzitetni diplomiran inženir strojništva. Tomo Knez si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Iskreni čestitke. Naslednji je David Kostanjevec. David Kostanjevec je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom izdelava in krmiljenje tekočega traku za robotsko celico na šolskem centru Ravne na Koroškem. Mentor predavatelj je bil Zdravko Pavleković, univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike, mentor podjetju je bil Igor Kosmač, univerzitetni diplomiran inženir strojništva. David Kostanjevec si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Čestitke. Dejan Ovčar. Dejan Ovčar je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom izdelava dvižne hidravlične ploščadi v podjetju Biol d.o.o. Mentor predavatelj je bil magister Drago Kribenik, mentor podjetju pa je bil Matevž Biol, magister poslovnih ved. Dejan Ovčar si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Čestitam. Vabim Mitjo Plazovnika, da se mi pridruži. Mitja Plazovnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom nadgradnja robotskega manipulatorja za pripravo zvarnih robov podjetju Monter Dravograd d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil Zdravko Pavleković, univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike, mentor podjetju pa je bil Jernej Mrvić, univerzitetni diplomiran inženir strojništva. Mitja Plazovnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Čestitke. Naslednji je Damjan Poročnik. Damjan Poročnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom optimizacija tehnologije izdelave vodilnih salin jačnega rudarskega stroja za podjetje Monter Dravograd d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil dr. Vinko Kočivnik, mentor podjetju pa Grega Kadiš, univerzitetni diplomiran inženir gospodarstva. Damjan Poročnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Čestitke. Vabim Žejca Skoriša Laha, da se pridruži. Nejc Sporiš Lah je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom izdelava krmilnega pulta v podjetju Elektrotech d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil Zdravko Pavleković, univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike, mentor podjetju pa je bil Dušan Andric, diplomiran inženir. Nejc Sporiš Lah si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Čestitam. Osmi je na vrsti Mitja Vrhovnik. Mitja Vrhovnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom optimizacija tehnologije in CNC izdelave iz vrtine v specialnem jeklenem ohišju na 5-osnem razkalnem stroju v podjetju Renf d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil Igor Kosmač, univerzitetni diplomiran inženir strojništva, mentor podjetju pa je bil Tone Mrakić, prav tako univerzitetni diplomiran inženir strojništva. Mitja Vrhovnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Iskrene čestitke. Vabim Jaroša Zbičajnika, da pride bliže. Jaroš Zbičajnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom odkrivanje in uprava zemeljskih stikov na srednje napetostnem omrežju železarne Ravne v Petrolenergetiki d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil Drago Šebes, univerzitetni diplomiran inženir elektrotehnike, mentor podjetju pa je bil Janez Tomšič, diplomiran inženir elektrotehnike. Jaroš Zbičajnik si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Čestitke. Gašper Zapečnik.
Prosim. Gašper Zaključnik je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom Avtomatizacija natikanja izolacijskih ohišij MA18454 v podjetju Kablex d.o.o. Mentorica predavateljica mu je bila Jerneja Rebernik-Herman, univerzitetna diplomirana inženirka strojništva, mentor podjetju pa bil Janez Brložnik, diplomiran inženir strojništva. Gašper Zaključnik si je pridobil strokovno izobrazbo inženirne mehatronike. Čestitke so pa. No, in še enega imamo, Matej Zmrzlikar. Matej Zmrzlikar je zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom izdelava stroja za ustavljanje zmeti za podjetje Johnson Controls d.o.o. Mentor predavatelj mu je bil Zdravko Pavleković, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, mentor podjetju pa je bil Aziz Hala, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Matej Zmrzlikar si je pridobil višješolsko strokovno izobrazbo inženir mehatronike. Sklenjen čestitke. To je naša letošnja trgatev. Ko se boste posebej, bomo povabili Vito, ki je moja nečakinja, edina nečakinja, hodi v 7. razred osnovne šole v Črni in bi rada nekoč tudi pela. Jaz upam, da če ne drugače, vse enemu lepemu, poštenemu, krasnemu fantu. Everybody loved the thing you do, from the way you talk to the way you move. And everybody here
Zdaj bomo podelili knjižne nagrade. Dva sta. Prva je dama, Nives Gregel, ki je med strojniki dosegla največje povprečje, ne boste verjeli, zavedljivih 9,67. To se pravi, že skoraj 10 ali kar 10, če zaokrožimo, ne? Pridite. Da podeli knjižno nagrado Nives za tako prizadevno in uspešno delo. Med mehatroniki pa je bil najuspešnejši Matej Mrzlikar. Njegova poprečna ocena pa še malo više, 9,83. Jaz upam, da boste s takšnim elanom nadaljevala tudi pot naprej. Iskrene čestitke. Naprej prosim, da se usede. Nives bom pa prosila, da spregovori imenu letošnje generacije. Pozdravljeni vsi skupaj. Ja, jaz imam tisto čast, da se zahvalim vsem diplomantom, da so bili sošolci, da se zahvalim višji strokovni šoli Ravne na Koroškem. Rada bi se zahvalila tudi ravnatelju, gospodu Dragu Hriberniku, vsem profesorjem, profesoricam, vsem mentoricam za vso strokovno pomoč ter podporo pri študiju. Na vse zadnje pa bi rada tudi omenila naše starše, naše sorodnike, prijatelje, da so nam bili v podporo. Tako, lahko rečem, da smo dejansko na koncu, na cilju, no, če lahko tako rečem. Spominjam se besed gospoda Hribernika med predavanjem avtomatizacije in robotike, ko je rekel, zapomnite si, vsak korak naprej je en korak manj. In za ta korak naprej oziroma en korak manj smo mi danes dobili listine, ki so dejansko pomembne za našo nadaljevalno karierno pot. Hkrati bi pa vam rada zaželela vesele in božične vesele praznike. Hvala. Draga diplomantka in diplomanti, iz srca vam čestitamo za vašo vztrajnost, pogum, voljo in moč, da ste dosegli vaše zastavljene cilje. Ponosni smo na vas. Dovolite, da vam ob tem svečanem trenutku vaše poklicne poti izrečem še nekaj besed v razmislek in v popotnico v nadaljnje uspešno poslovno ter zasebno življenje. Se moramo res posebej truditi, če hočemo uživati v lepoti sinjega neba? Moramo vaditi, da bi znali uživati v njej? Ne, preprosto uživamo. Taka je lahko vsaka sekunda, vsaka minuta našega življenja. Ko v življenju znamo ceniti in ljubiti vsak trenutek, se njegova energija prelije čez vse omejitve. Kjerkoli smo, vse smo sposobni uživati v soncu, prisotnosti sočloveka, celo občutku, da živimo. 4 stvari se nikoli ne vrnejo. To so izstreljena puščica, izgorjena beseda, zapravljeno življenje in zamujena priložnost. Zato dajmo, stegnimo roke v vsak naš dan. Zajemimo peščico lepote, ki se nam daje, da jo vzamemo, da jo nosimo in jo čutimo in da jo odložimo v srce nekomu drugemu. Uspe nam prav vsak dan, ko zmoremo komu reči besede zahvale, mu pokloniti stisk roke
prijazen pogled in iskren nasmeh. In čeprav vetra ne moremo spremeniti, pa lahko nastavimo svoje jadra in vanje vlovimo svoj košček sreče, uspeha in zadovoljstva in to podelimo z drugimi. Albert Einstein je rekel, da je življenje kot vožnja s kolesom. Da obdržiš ravnotežje, moraš le neprestano iti naprej. Naj bo vaša pot naprej, dragi diplomanti. Naj bo prijazna in naj traja in traja. Pričakujte najboljše. Bodite pripravljeni na najslabše. Izkoristite tisto, kar pride. Vi to zmorete in znate. Vso srečo vam želimo. Še eno dolžnost moram upraviti, preden vas povabim na kozarček penine, da nazdravimo temu svečanemu trenutku. Zahvaliti se moramo mentorjem, zahvaljujem se vsem mentoricam, mentorjem podjetij in seveda bi se še posebej rada zahvalila dvema mentorjama, ki sta danes med nami, to je dr. Vinko Močevnikov, kajti bil je mentor kar 5 diplomskim nalogam. Izvoli, Vinko, dovoli, da ti jaz poklonim ta cvet. Enako številko, eno manj, torej pa je dosegal kolega Zdravko Kolekovič. Prosim. Tako, zdaj pa bomo povabili Vito, da zapoje Evforijo, torej zmagovalko Eurovizije 2013 in zaključili prireditev potem z kozarčkom penine ter z večerico. Izvoli, Vita. What can this moment last forever? Tonight eternity's an open door. You'll never stop with the things you want. The road and every breath I take, I'm breathing.
Skratka, lep pozdrav v imenu občine Ravno na Koroškem, lep pozdrav vsem, a ste že dobili izročene diplome. Že. Aha, vsem, ki so vam bile torej podeljene diplome, ki ste končali svoje šolanje, ki ste postali inženjeri strojništva, 20 čestitke, torej seveda vodstvu šole, direktorju šolskega centra, ravnatelju višje strokovne šole, ravnateljici gospe Ivanki Stopar, ki jo najbrž vsi poznate. Čestitke vsem mentorjem, ki so pripomogli k temu, da ste danes pravzaprav dobili diplome oziroma diplomirali. Teh diplom vam ni prinesel Božiček pa to Jelko, ampak ste jih pravzaprav prigarali sami, usvojili ste določena znanja, določeno vedenje, da ste postali torej strojni inženirji. Lahko rečem to, da je to zelo pomembno, tako za našo lokalno skupnost, našo regijo, ki je zelo železarska, strojno predelovalna, kot tudi za celotno Slovenijo. Zadnje čase se kar množijo dobre novice o razvoju naše industrije, naše strojno predelovalne, druge industrije, če lahko samo omenim, prihod Magine, torej avtomobilske industrije v Maribor, če lahko omenim prihod robotike v Slovenijo, prevzem Japoncev oziroma tovarne Helios strani Japoncev in vsezadnje tudi prihod tovarne Nek v Prevalje. So to 4 industrijske zgodbe in morda se Slovenija vrača na pot nekdaj zelo dobre industrijske države z mnogimi sistemi. Vendar pa je razlog, zakaj žal sicer tujci prihajajo s kapitalom v Slovenijo in razlog ste namreč vi. Razlog je vaše znanje, oni potrebujejo znanje, ni dovolj imeti kapitala za biti dober, ampak je potrebno se izobraževati, imeti znanje in to ne morejo dobiti povsod, zato sem vesel, da ste diplomanti, ne se poceni prodati, postavite visoko ceno, cenite svoje znanje, če boste vi cenili svoje znanje, ga bodo so morali tudi drugi. Torej še enkrat čestitke v tej pridobljeni diplomi, želim vam še uspešno pot naprej, ali izobraževalno, ali poklicno, ter da boste še tako uspešni, kot ste bili danes na vaši nadaljni poti. Drage predavateljice, predavatelji, božične zvezde so za vas, da si jih vzamete potem na koncu, ko boste šli, da vam polepšajo prostore. Županu je bilo pa treba seveda to posebej izročiti. Vse ostale pa zdaj res vabimo na penino, tam nas že čaka postrežba, da nazdravimo, da si stisnemo roke in še enkrat uspeli ste. Dajte si duška, nasmejte se. Boste veseli.